Dvoboj dveh slovenskih predstavnikov v Evropi se je zgodil v Ljudskem vrtu. Velenjčani, ki so izpadli v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa proti albanskemu Lačiju, so tokrat želeli presenetiti aktualnega prvaka, ki jih v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov v sredo čaka povratna tekma proti bosanskemu prvaku. Prvo priložnost na tekmi so dočakali knapi. Najprej streljal Eterović, nato pa še Črnčič, a je bil Handanović na pravem mestu. Lepo priložnost je imel po podaji Vršiča dvakrat Jean-Philippe Mendy. Najprej je bil na pravem mestu vratar Rozman, tudi po podaji Skota pa je bil rezultat identičen. Nato pa je sledila nova kombinacija in po izkusu 15 minuti srečanja. Tokrat je duel dobil Mendy. Tavares je prišel do strela, a ni bil najbolj uspešen. Še enkrat je Brazilec poizkušal, v nadaljevanju je bil zmagovalec dvoboja spet velenjski vratar Rozman. V 24 minuti srečanja pa je Črnčič z lepo podajo v kazenski prostor zaposlil Eterovića, a se je spet izkazal Handanović. Po slabe pol ure igre nova lepa priložnost, tokrat je po podaji Skota poizkušal Argus. Zadnjo priložnost v prvem polčasu pa so imeli Velenjčani. Po strelu Ivana Knezovića se je odlično izkazal vratar Handanović. Slednji je bil tudi v drugem polčasu večkrat na preizkušnji. Videli ste poizkusa Firerja in Jahića. Mariborčani so se prebudili po dobri uri igre. Najprej je Ibrahimi poizkušal z leve strani, nato še z desne, a niti enkrat ni uspel zatresti velenjskih vrat. Nato pa je Dare Vršič potegnil proti napad, z odlično globinsko podajo zaposlil Mitjo Vilerja, ki je dosegel prvi zadetek v letošnji sezoni za Mariborčane na uradnih tekmah. 71. minuta srečanja, Mitja Viler za vodstvo Maribora z 1:0. Do konca tekme smo videli še dve mariborski priložnosti. Lepšo izmed obeh je zapravil Jean-Philippe Mendy, ki se je znašel sam pred vratarjem Rozmanom. Zadnji strel na tekmi pa je zabeležil Agim Ibrahimi. Mariborski nogometaši res še niso pri strelu, a vseeno so v prvi tekmi prvega kola uspeli osvojiti vse 3 točke, kar je lepa popotnica pred povratno tekmo v sredo. Ponovadi stojimo mi mogoče slabše na prekiniti, pa nas zna dobiti na kontranapad, ker nas gre veliko zabiti gol, ker smo ambiciozni. In to kot je nas, mogoče Velenje je upal, je videl, že v prvem polčasu so imeli nekatere šanse prekinitve, so močni tukaj, so malo zaspali v obrambi, Vršič odlično povlekel, jaz sem sedel v akciji in pol sledil samo gol še. Kako pomembna je ta zmaga za uvod v prvenstvo in tudi pred naslednjo evropsko tekmo? Tako, z vseh strani je zelo pomembna zmaga, predvsem za sredo nam je rablo, ker že v pripravah smo težko zadevali, zdaj v Bosni smo videli, da niso imeli nobene izrazite priložnosti, danes smo se tudi mučili in jaz upam, da bo dala cele ekipi, celemu mestu ta moj gol oziroma ta zmaga, da bo dal velik pomen za sredo, predvsem samozavesti nam manjka. Imeli smo svoje priložnosti, sicer nismo zadeli, seveda mi gremo vsako tekmo na zmago, tudi tole smo šli in Maribor je zadev, mi nismo in 3 točke so ostale doma. Ko ste na zadnji igrali v Ljudskem vrtu, ste presenetili Mariborčane, kakšen je bil danes načrt? Načrt je bil, da igramo isto, tako smo takrat, da se borimo po svojih najboljših močeh, izkoristimo priložnosti, ampak enostavno nam danes ni šla žoga v gol in lahko samo čestitamo Mariboru na zmagi. Kakšno je stanje v Rudarju v tem trenutku generalno gledano v klubu? Poglejte, moram reči, da stanje je v redu, ekipa je v redu, zastopimo se dobro, druge stvari pa tako urejajo naše strokovno vodstvo, nadrejeni in mi opravljamo svoje delo, tako da lahko povem, da v naši ekipi je vse v redu.